Ljudi ne, poslušate 247. epizodo 8. sezone podcasta Obot. Ja, to že on snima. Obot. Podcasta, to je od Godlerja. To je Godlerja. Ja, podcasta, v katerem se za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige. Vseh žanrov, od F do Z. Obot, oprode blondnega orjaka Dunka. Smo. Dunka. Anže, to je za 100 evrov ali za 200? NBA hiba, veš. Prosim, tako kot je prav, Mito Gegić, Igor Harb in Aljoša Harlamov. Ja, ne boš niti daj pauzo, da ljudje reče živijo. A ja, zakaj? In tokrat imamo za vas še posebno poslastico, to je namreč tako rekoč crossover epizoda oziroma epizoda Križanec. In sicer s podcastom Glave. Z nami sta namreč dve zelo težki glavi, Anže in Pižamc. Pozdravljena. Prej smo idejo, da bo kao v montaži dal najprej glave, intro, pa bo scratch, pa bo obot. Ne, zdaj bo samo prdet, scratch, pa obot. Znači, intro narejen, prijatelji. Ja. Dan, gremo naprej. Ja, smo, the best. To je neka coked up verzija. Zdaj, če smo Križanc, mene zanima, kdo je tle zdaj lesnika, kdo je pa kakovosten cepič. Kakovosten cepič, to je že za naslov, že probavaš naslov. Že probava naslov. Ne, Anže, jaz tako normalno dobro, govorim. da se mi tega ne gremo. Ja, Anže je prebral uvod, ampak jaz bi vseeno vaju pozdravil, živijo, kako ste kaj? Čakaj malo, ne bo za to je to, ali kaj? Ja. O moj bog. Ljudje bojo nervozni. Še bolj kot ponavadi. Jaz to poslušam zaradi Harlamova in njegovih sejev, ne tole. Glavno, naprej. Pižamc, kako si ti? Tudi jaz imam neknjižne šumnike, kot mi je nekoč dejala pokojna Ajda Kalan. Drugač pa kul, bil sem na koncertu od Wu-Tangov čez vikend. Videl stoji. In dobre Keze Krajnerja imajo pred Stadthalle na Dunaju. Jaz sem bil pa na koncertu Random Banda v Koči v Nasvaldu, ki so na koncu Blinke igrali, sem bil zadovoljen. Wow. Ja? Predtem je bilo pa 4 ure Anton Austirol. Ja. Slišal sem najslabšo verzijo What's My Age Again ever. Še vedno verjetno ni nič dosti slabša od originalne. No, vidiš. Ja. Smo že tam. Ja. A veš, zakaj so Blink-182? Ker so upali, da bo imel toliko oboževalcev. Človek, ki ljubi new metal. Ja, so bili oni tudi new metal. Ne, oni so skatepunk. Oni so skatepunk. Pop-punk. Post-skatepunk, I guess. Dobro, super. Lepo te žanre kvalificiramo. Zdaj bom jaz prevzel in nadaljeval intro, kar ti današnja epizoda je, kot ste verjetno uganili, posvečena fantazijski viteški pustolovščini Vitez iz 7 kraljestev oziroma A Night of the Seven Kingdoms, katere prvo sezono v 6 epizodah ste lahko od 18. januarja do 22. februarja sproti spremljali na pritočniku HBO Max. Zdaj nazaj HBO Max, skratka za vse tiste, ki ste se zmedli. Kmalo Paramount Plus, ne? Kaj? Kmalo Paramount Plus. Ja, kmalo ne vem kaj, ampak ja. Kjer si jo lahko celoti pogledati tudi zdaj. Skratka, opozoriti velja, epizoda bo vsebovala rodbinske vezi, iztrebljanje in kvarnike. In zdaj vojaška godba. Mene gledaš. Ne gledam. Rabim malo pauze. Jaz naredim, to je ta moč pauze. In to potem, kad je on pol dela že naredil. Ja, ti rabil ta predak. Ni pa naredil pauze. Delam. A ste kdaj razmislili, da bi Aljoši dal une fitness štenga, veš, da vmes po njih hodka govori? Po scenariju, ja. Po scenariju gremo v jedro. Ja. Hvala. Rabo sem to naracijo. Mislim, da je zdaj nucnik. Aljoša, jedro, go! Jaz temu rečem ponovati nucnik, ampak je jedro že kar, ja. Skratka, delamo Viteza iz 7 kraljestev, kot je to prevedel naš Pižamc, A Night of the Seven Kingdoms. Čakaj, so tudi, na HBO je enako, so vzeli tvoj, vsaj naslov.
Ne vem. Ker meni nihče, tudi nisem več kralj pod nadpisal, tako da sem užaloščen in gruntam, da bi se izselil, utrujen od podobe svojega plemena. Mislim, kakor sem gledal, prevod je v redu, tudi ni Carmen prevala, tako kot je prej delala, ampak je ena druga prevada, zdaj se upravičujem, če sem videl samo prvo ime, Jana. Ja, in ne, dober preveden, edin Jesenov brod je ratov, mislim, da Jesenov brod ali nekaj takega, drugače pa ful sledi. In zato mi je čuden, ker ne vem, so ok ali ne. Tako da HBO, če bi imel odvetnike, bi vas poklical, ampak ker jih nimam, pač delite, kar hočete. Ne, spremenilo je tisto, kar je mi škoda, naprimer je tale prevod zabit kovov so uporabili, ti imaš pa zabit kot tale evropsko govedo kot zobar. Zobar. Had to Google that shit, ampak ja. Nisem nikoli žubrovke pil. Žubrovke. Ne. To je ta poljska vodka, ki ima noter, v vsaki flaši imaš steblo trave, ki je iz teh planjav, iz teh step, na katerih so se nekdaj pasli zobri. Čeprav se neki zdaj so spet, ne. To je bilo pač kaj, ali pa tur, ne vem, neki je. Tam, kaj je trava, ne vem, geografije nikoli nisem imel ful dober ocenen. Ampak lahko mi rečete, kar Tomo na milijonarju. Skratka, gre za Vidim na glavam ta kondicija. Gre za prednadaljevanje serije Igre prestolov, umeščena je torej po Zmajevi hiši vmes, gre za adaptacijo noveli serije Tales of Dunk and Egg, ki jih imamo v slovenščini, kot sem že omenil. Novel? Ja, se prečujem, kratkih zgodb, seveda ne novel. Ja. Hvala, zdaj me celo Boštjan mogo popraviti to, kar jaz ponavadi tle, ampak ker sem danes seveda... Še v porazu disa. Zdaj, tle piše 3 povesti. Vse je tak malo Martin Krpan, če tako gledaš. Ne znajde se, da bi za šverc se zmenil. Kratke zgodbe, jaz bom ostal pri tem, hvala, Boštjan. In so šle pri založbi Mladinska knjiga. Knjigo dobite v mehki vezavi, še vedno je skratka na voljo kot žepka. Žanri so torej epska fantazija, fantazijska oziroma viteška pustolovščina. Kreativni vodji serije sta Ira Parker in naš George R.R. Martin. Povezave, skratka, v 23. epizodi smo obdelali celo serijo Igra prestolov. Obstaja tudi en podcast, ki je obravnaval vsako epizodo posebej v zelo detajle, ampak ga ne bomo omenjali. V 134. epizodi smo 134 epizodo smo posvetili prvi sezoni, 199 pa drugi sezoni Hiše zmaja, tako da čakamo tretjo. Ja, jaz sem zdaj, ne vem zakaj sem šele zdaj pogruntal, kako se George Martin prevedel v slovenščino. Martinov Jurčak. Je kot, In zdaj, ker imamo pač dva gosta, ki sta znana po tem, da rada obnavljata serije in stvari, ki jih bomo gledali, sem Igorja danes izločil in predlagal, da Pižamci in Anže povesta obnovo serije. In ker Anže se ni niti potrudil odpreti scenarija. Samo odprl scenarij. Nisi pa scrollal dol. Prišel je do naslova. Ne, sam trolal je. Ni scrollal, je pa trolal. Človek je prišel do naslova. Lepo, bom prepustil Pižamcu, ki si je lepo že odprl knjigo, tako da usedite se pred odprti ogenj, če ne zažgite nekaj v dnevni sobi in prisluhnite. Pomladno deževje je omehčalo tla, tako da je Dank zlahka izkopal grob. 100 strani tega. Mladi se knjiga tako začne. Mladi klati Vitez Dank pokoplja svojega mentorja, Sera Arlana, od beličnega drevesa in se odpravi na turnir v Jesenov brod. Za oprodo se mu ponudi fantič z obrito glavo po imenu Jajc. V Jesenovem brodu ima težavo, ker nihče noče jamčiti zanj, da ga pozna iz službe Seru Arlanu. Spoprijatelji se z Raimonom Fossowajem, spajdaši z Lionelom Baratheonom, nakonekta s kovačem jekleno betico in zatrapal visokoraslo lutkarko Tanselo. Na turnirju je tudi prgišče Targaryenov, brata / princa Baelorja in Mekarja s potomci. Eden od njih, Aerion, brata princa Baelor in Mekar, sem očitno hotel stavek nekako drugače zaviti. Eden od Mekarjevih otrok, Aerion, polomi prste lutkarki, ker je uprizorila predstavo, v kateri Vitez pobije zmaja. Temu dogodku je priča Egg, ki steče po Dankovo pomoč, na kar klati Vitez princu razjarjeno pretipa obisti. Egg pa se izkaže za pogrešanega Mekarjevega sina. Danku grozi, da bo zakazan ob roko in nogo. Želi se izleči s sojnem spopadom, a princ Aerion iz rokava potegne asa.
Sojenje sedmerih. Dunkle stežka zbere 6 podpornikov, slednji je princ Baelor, ki med spopadom oziroma po njem nakaže bridko smrt v klasični motoristični maniri. Vmes še driskamo kot govedo, kozlamo kot vidre in dolgotičimo kot kače, da v burjastih prcih niti ne govorimo. Koncizno. Lepo, vidi se, kdo je tle pisatelj. Ja. To je to, nič, ajde. Ja. No, zdaj bo pa Anže, ki je glasen z medklici, kar nadaljeval in bo povedal, kako je bila njemu všeč serija. Predvsem pa bo povedal, zakaj ne delata glav. Ne, jaz ena stvar, ki jo je treba omeniti. Lahko samo, da glav ne delava, ker nimava časa, če veš, kaj mislim. Ja, tako, lepa. Meni je bila serija zelo všeč, predvsem zato, ker je končno v neki mainstream, bom kar rekel, hollywoodski produkciji zastopana moja rasa. Ne? Kaj ljudje z drisko? Med drugim, ampak bolj znani kot samo visoki ljudje. Ne, končno imamo protagonista, ki je visok, se to ne uporablja samo za comic relief, ampak je samo... Ali košarko. Ali za basket, hvala. Tole ni Space Jam 3. Ti si videl Danka, si rekel, visok, naivn in zabit. Tako, to so moji ljudje. Mislim, dejansko je Dank na milijonarju prišel do 9. vprašanja. Tako da to, moram reči, jaz nič nisem vedel, ker nisem nič bral in sem šel zelo naslepo v to serijo in sem bil pozitivno presenečen od začetka, sploh pa zato, ker je model res ogromen. In pa sem gledal še tiste, mislim, da sem gledal še ta BTS prve epizode, ki je na HBO, sem še to pogledal in je človek očitno rugby igral, kar se mu kar vidi, moram reči. Koliko je to? 6 pa 6 inčov, ali kaj je to? 6 to je okoli 2, se mi zdi, no. Tam nekje je. No. Okoli 2, malo več? Okoli 2, mogoče malo več. 198. Ja, okay. so malo manj. No. Jaz sem kao nekih 6-9 sem jaz. Okay. Ampak to mi je bilo recimo zelo všeč. Dobro, da nisi 6-7. Podcast Obod, končno aktualen tudi za mlajšo generacijo. Wow. Ti si pa zadnji. Boomer. Riz, v glavnem. Odštekano. Džazno. Moram reči, da pozitivno presenečen, pa še ena stvar, ki se mi zdi, da bi rad na začetku omenil, naprej gremo na karkoli bolj konkretnega, pač dolžina epizod. Koliko je to fajn? Koliko je to fajn, ker očitno vejo, da imamo službe, familije, življenje in pogledaš, daš play, pa je 34 minut piše si tako, ali je to mogoče? Hočeš reči, da imamo predolge epizode, ali kaj? Ne, sam se mi zdi, ker je tako treba narativo spremljati. Pismo je bilo kar ok, da je pol urce. No. Res, ker se mi zdi, jaz, ker nisem bral te knjige, oziroma teh kratkih zgodb, nisem sploh vedel, koliko je to široko, sem sklepal, da je manj, to sem vedel prek Pižanca, ampak res je kar ok je to in se mi zdi, da so dobro to izkoristili. Tako v smislu, veliko se je povedal, res ni bilo balasta. Meni se je zdelo, da je tako ena bolj takih res do kosti narezanih stvari po dolgem cajtu, da sem jih gledal, kjer pa res sploh si ne znam, tako sem prvo razmišljal, obstaja neki, ki bi rekel, okay, to je pa čist brez veze, ali pa ta struja noter, da je čist brez veze, pa se nisem mogel nič spomniti, tako nič mi ni prišlo in mi je kar, se vidi, da so jim rekli, bolj mi je zdelo, da so jim rekli, bo vsaj pol ure. In da je tako, veš, ne pa nareteš 42 minut, zato bomo ok izgledali kot HBO, veš, ker vse je to drama, kakorkoli obrneš, je drama, ne gre za humoristično nadaljevanko, ker to HBO si še nekako prvošč, so te polurne. To se mi zdi, če bi slučajno pozabil omeniti, hotel na začetku, ker se mi zdi, da je zelo velik faktor, da je bilo vsaj meni všeč. Okay. Se pravi, za tiste z manjšo zmožnostjo zbranosti. Ali pa z mladimi otroki. Pižamc, kako je bilo tebi všeč? Ja, jaz sem zdaj že malo starejši otroke, tako da imam tudi malo več cajta za gledati. Pa si hotel, da bi bile daljše? Dejansko mi je bilo, priznam, po drugi sezoni Zmajeve hiše, ki mi je pustila dosta tak čuden priokus v ustih, sem šel tako zelo brez pričakovano, da sem rekel, dajmo pogledati, kaj bo. Mislim, zgodba sama mi je bila všeč.
vedel sem, da bo zelo bolj, niti ne bi rekel intimno, ampak pač zgoščeno. In mi je predvsem bil všeč ta, da zdaj vidimo končno iz neke te perspektive navadnih ljudi. Ne. Sploh potem v drugem delu sezone, ko se začnejo malo bolj pogovarjati, ko vidiš, da misel skozi Majevo hišo izmerjaš, Targaryeni so to, pa vsi gospodi jih podpirajo, so tam mač, kakšni, ki so malo jezni, pa se kaj, ampak tudi to, zato, ker je tam državljanska vojna, ne, med njimi. Tukaj pa direkt reče, pa te so kreteni, te so okupatorji. Ja, in je tako, sej, ni vse tisto, kar ne v tej knjigi Svet ledu in ognja, kar vidiš skozi oči teh zgodovinopiscev, ki tako olepšujejo vse skupaj. In tukaj je bilo zelo fino to, pa tudi liki, ker je bilo par res takih likov zelo zapomljivih. No, recimo sploh Lionel Baratheon je bil genijalen lik, sploh, in tudi ta prvi preskan. Ves cajt ne veš, kdaj se mu bo mogoče spipalo, pa mu bo kakšen tiste jelenov rok zaril, neka med rebra. Še Bergle ima jelenove roke. Ja, vse. Pa sploh, ker sem izločak, ta model mi je znan, pa sem šel, to je ta model Pšanc iz Gentlemanov. Tako da pa ta Stili Patej, jekleni Betica, ki zgleda naš prijatelj Uroš Miklavčič, ki je bil malo preveč na fitnessu. In super, vse povezan. In ta raznolikost Targaryenov, ker se mi zdi, da tudi te liki že znotraj teh dveh bratov, pa njunih otrok, bi kar malo širši nabor osebnosti, kot ga dobimo v Zmajevi hiši. Tam je pač, ali si psiho, ali si čist psiho, tle pa je malo mogoče več manjega prostora. Ok, cool. Igor, kako je bila tebi še serija? Meni je bilo zelo všeč. Mislim, to, kar ste že ona dva izpostavila, ta vidik, da vidiš pač običajne ljudi, se mi zdi super. To mi je bilo najbolj boring pri House of Dragon. Mislim, da je pač basically Succession. Meni se te zadeve do neke mere še zanimive, pa lahko gledaš, ampak ta delovski pogled mi je ful boljš. No, isto, ko je pri knjigah, pri Vranje gosti, tam imaš ful tega. Ful imaš tega, ko vidiš, kakšne so posledice, tam, ko Brienne hodi okoli in vidiš ful je te neke interakcije. Tisti deli so mi bili eni najboljših knjig, ne mislim se Jon Snow, pač whatever. Se pravi, ti si ta človek, ki v Kano enkrat na let prebere. Seveda. Kdo pa ne? Tako da to se mi je ful dopadlo, pacing je super. Kljub temu, da so epizode krajše, imaš občutek, da je točno vsaka toliko dolga, kot more biti. Tudi tam recimo predzadnja, jaz zdaj nisem šel gledati cifr, ali je malo daljša, imam občutek, da je, ampak gre, hkrati vidimo in turnir, in predzgodbo in ful vredo to poveže. To se mi je dopadlo, plus ta, pač, kak je ta junak, ne? Ni zdaj tu Jon Snow, ki je tako, gremo naprej, vse bomo zrihtali, ali pa pač njegov brat, karkoli je bil že. Kak je že bilo bratu ime? Rob. Rob, evo, ja. Pol brat. Zdaj, ni bil brat, pač on je bil, nič nista bilo žlakti, če bi bil bratranc. Bratranc je bil, ja. Bratranc. No, nekaj so spoiler alert. Ampak se pa, ko sem ono glavo od volka našal, da bi dejansko bolj v žlakti, z Jonom Snowom, kot prej. Hvala, Pižam, za to nazorno sliko. No, tisti junaki so bili taki klasični, mi bomo spremenili svet in potem se jim zalomi, ampak pol se poberejo in umrejo in vstanejo od mrtvih in whatnot. Ampak tukaj pa imaš človeka, ki resno, močno, non-stop dvomi samega vase in svoje sposobnosti, pa mu pol vseeno rata. To, mislim, dosti lažje se poistovetiš s tem. No. Vseeno rata je zelo močno. Ja. Ampak jaz bi predvsem rekel... preživi. Ja. Jaz bi predvsem rekel, mislim, da tole Igorjev, kar je Igor na začetku povedal, je super nek ta moto te serije. Pač vsaka stvar je toliko dolga, kot mora biti. Tudi od tega bomo še gotovo prišli. Mito, ti si na vrsti? Jaz bi v bistvu bolj ali manj podpisal vse, kar se je bilo do zdaj rečeno, da v bistvu in montaža in koncept, da je vse na mestu, zelo sveže tudi za to franšizo, jaz bi se mogoče na to obrnil. Da predvsem serijo zame, kaj dobro naredi, je kemija med Dunkom pa Eggom, ker kje so tam oga našli, pa
ki zna tako dobro odšpilati, je res izjemno. No? Ja. Pa tudi mislim, da Dunk sam po sebi, da igra tega malo visokega, glupega, Anžetovega. Drugače 1,60 m, ampak je... Ja, mislim tako... Ne, je po Stanislavskem. Tako da super, predvsem to je zelo velik plus. Druga stvar pa, ki se mi je zdela zanimiva, oziroma prej omenjenih, je pa metanarativ, kako sama serija govori o franšizi, ki že v prvem delu tisto prekinitev uvodne špice z izmetom, no? Dost pove potem, kako v bistvu sama serija razmišlja o franšizi, o tem, kako se v bistvu HBO obnaša do franšize, ker mogoče George Martin razmišlja noter, naprimer tam mislim, da v 5. delu, ko je flashback na umiranje Arlana, noter, ko v bistvu malo ugasne vmes in se potem zopet nazaj vklopi in komentira, veš, Vitez dokonča svojo zgodbo in je kar komentiranje tega, kako mogoče bi Martin tudi zaključil, ne, upam, vsekakor. Ampak tudi, Igor, ti si delil Nerdwriterjev video gor, ker imaš v bistvu jazz noter v seriji, umeščeno. No? To se mi zdi, da je v bistvu zelo sveže za to franšizo, ki se ponavadi obnaša ločen svet zase. Prav mislim, da Nerdwriter je imel, da je rekel ta video, da je to prvič, da je taka. Ni bila, ker si imel po uni, si imel to The Bear and the Maiden Fair, si imel v neki te irski punk verziji. Pa The National si imel po Red Wedding. Kot igralce. Ne, odpeli so The National. A ni bil Sigur Rós? Oboji so imeli. Sigur Rós je bil so bili noter. Ja. Dobro, ja. Mislim, da je obstaja tudi verzija v islandščini. Skratka, mislim, da je prvič, da je tako očitno. Veš, tudi novi prijemi so noter, tile flashbacki so sveži za serijo, potem Guy Ritchie montaže noter, predvsem v prvi epizodi, ki ga Focka tam ne tak claim kot pri dejanskem Guy Ritchie v zadnjih letih. Ja, zgodnji Guy Ritchie. Ajde. Hočeš reči Mitja Okoran. Tako da vse tole se mi zdi zelo sveže, dobrodošlo. Tako da vse to se mi zdi zelo sveže, pa dobrodošlo za doprinos k franšizi. Super, ja. Aljoša, kaj pa ti? A imaš kakšno mnenje? Hvala, veliko. Ampak ja, mislim, da ste vse bolj ali manj povedali to, kar bi tudi jaz rekel. Jaz bi samo dodal, da meni je všeč pač ta razlika, ki jo jaz vidim, pa o čemer se lahko tudi v nadaljevanju še vi kaj poveste, razlika med, se pravi, Igro prestolov in seveda Hišo zmaja in tukaj je, jaz mislim, da zelo velika razlika med epsko fantazijo, ker imaš ti velike bitke, cele plemiške družine in skratka usodo celotnega kraljestva. Tukaj je pa bolj sword and sorcery, se pravi meč in copranje, ali pa celo, jaz bi celo drznil si reči, še posebej, ker to zelo podpira mojo teorijo o fantaziji, da to pa je zdaj tukaj je absolutno viteška pustolovščina, da tukaj imamo pa v resnici vzor za tole dogajanje, tukaj je pa Ivanhoe, se pravi klasiki britanske viteškega romana, zgodovinskega romana, ali pa recimo celo Don Quixote. Meni je najbolj tisto, kar mi je pri tej seriji najbolj všeč, je kako ubogi Dunk imate ideje o viteštvu, ki je seveda plemenito, ker so vitezi plemeniti ljudje, ki rešujejo uboge ženske dame iz nevarnosti, se postavijo za malega človeka in kako, ko pride na turnir, kako to trči ob neko realnost. Predvsem pa seveda, ker vidimo, kako naiven je bil v preteklosti svojim vitezom, ki ga sicer rešimo življenje, ampak potem, ko ga vodi na vse to potovanje, ves čas vidimo mi resnico tega ubogega klati viteza, ki ga Dunk ne vidi, zato ker ga gleda z nekimi rožnatimi očali. Jaz bi rekel, da tukaj Don Quixote je zelo v redu spostava, zato ker je bil Sir Arlan hung like a donkey. Čakal sem, kdo bo prvi to rekel. Res ti si prav čakal. Ker sem vedel, da nekdo bo omenil to. Hvala, Harp. Sami fotri tle, jaz sem prvi, ki sem se vzdržal. Jaz bi sam eno stvar rekel. To se strinjam, da je res tako, da mal načeloma old school, bolj tako klasično deluje, ker je nek človek na konju in ki mu pomaga in hodita naokoli. Glih, prej smo se pogovarjali, da skoraj bi že mogel imeti sol, pa čez mejo iti na trenutke. Ampak kar mene je presenetilo, ker so toliko tega enega humorja, pa teh absurdnih stvari noter dal,
da ne gre za nek tak pa klasičen, zdaj bomo pa res pokazali, kako pa tam peznti živijo v tem svetu. Ne? Ker lahko bi šlo samo v neko ogabo in vsi umirajo, česar je čist dost, ampak se mi zdi, da pol ta humor meni to malo preseže. Ker jaz sem že kar malo utrujen od tega, kako bomo čim bolj realistično prikazali žanrske zadeve. In je malo ok, da so te pa humor izkoristili za to, da je bolj zanimiv, recimo. Veš, tako, se mi tudi ta zadnji Superman, recimo, ne, je meni kar ok, ker se malo ne jemlje več tako resno. Veš, da ni sam ta Zack Snyder, Bryan Singer, non-stop, ne. Ja, pa slow motion. Ja, tako, ne. Veš, zdaj smo tudi že mi celo videl bitke. Ne, ampak mi smo že tako stari, da če gledaš od Nolana Batman trilogijo, to je zdaj že tako skoraj klasika. Mislim, to so že stari filmi, legit stari filmi. Zdaj že za kinoteko. Ja, v bistvu ne, veš. Pa se je kinoteka na bolj poškrabani verziji, veš. Ja, dobro, pa mora biti jugoslovanski prevodi, če ne gledam. Ja, pa spodaj pijano v živo igra. Ne, samo tako, meni je to dobra rešitev, da greš, kaj bomo mi naredili, da to ne bo še ena malo bolj realistična malega človeka, ne. Dajmo se s humorjem, ne, kako tam, bom rekel, kaka na začetku, ne. Že tam dajo hitro vedeti, lejte, to bo malo bolj weird in je pa ta humor zelo lepo doziran skozi vse. Tako da klej bi jaz pa šel, veš, stran od te, tako sem jaz tebe razumel, ki si rekel, pač ja, to pa zelo taka klasična viteška dogodivščina. Ja, ne, ampak se mi zdi, da ta humor tako da neki še zraven, kakor samo depro. Veš, to bi bilo zelo hitro lahko napisan, samo kot en model, ki nič ne ve, po nesreč preživi, vmes se pa 87 brutalnih stvari zgodi, zelo martinovskih, kar je po svoje res, ampak hkrati imaš pa vmes legit smeh. Pač tako. Mogoče tudi, kaj je tukaj, ne se pravi, tle imamo, mi vemo, da v tem svetu sicer magija obstaja, ne? Ti kot zunanji opazovalec veš. In tukaj je mogoče tudi zanimiv ta pogled oziroma na to dinamiko, ki ima zdaj tukaj ta družina Targaryen, ker smo jih dobili, se pravi, ali smo jih gledali v Igri prestolov, kjer pač imaš sam še glih dva tam, ki skušata nekako dobiti prestol, ki ima pripada, ker ga je njuna rodbina imela 300 let. Ali pa pri Hiši zmajev, kjer so zmaji še dejansko živi, vsi jih uporabljajo. Tukaj pa zdaj ne se zavedajo te nove geopolitične situacije, kjer so oni izgubili svoje najmočnejše orožje, ampak vseeno še morajo nekako vzdrževati, ker so se sami potem primorani posluževati nekih novih diplomatskih poti, da bi to ohranili in sicer se pa vidimo, zdaj to lahko je malo spoiler za naprej, malo kvarnik, ampak zdaj z Brindanom Riversom, ki se pa pojavi v naslednjih, bo spet mečkan magije oziroma neki elementi bojo prišli, tako močni, kot zmaj. Ja, če bojo. Ampak glede na to, kako postaja, jaz mislim, da zna, ker tudi se njegovo tlele v knjigah samih ni spet tako močen, to se pa gor začne dogajati, bolj na severu, ko ga pošljajo tja. Ampak jaz mislim, da bo, da bi pasal mečkan, če bo. Glih tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da pa lahko spet malo obrneš to prizmo oziroma fokus, ki ga bojo vzpostavili mogoče 2 sezoni, pa v 3. Zdi se mi, da v bistvu ful težijo k temu, da eno vprašanje je padlo na Discordu, pa sem mičke navezal na tole. Ta teženje k nekemu specifičnemu realizmu, kot prvo, vse je blatno pa rjavo, za razliko od Rings of Power ali pa Wheel of Time ali pa kar Amazon počne, naprimer z Falloutom, kakorkoli. Pa ne bom rekel, da me to moti, samo takšen velik klišej je pa malo predvidljiv. Pa najbrž izmet viteza deluje bolj domače, potem če se pade v drugo domače znano rjavino. Ok, to sem vrel rešil. Zelo dobro. Ja, si slikar. Ja, sem. Češ, da uporabljam Umbra, pa žgana stena. Ne, kar pa ne ton številke. Ne, Heks. Pa so dizajnerji, pa tiskarje. Heks. Ja, definitivno. Sam, če smem skočiti mi to. Definitivno mi je meni zanimivo, ker recimo jaz bi za turnir pričakoval, da bo zelo pisan. Mislim, to so ljudje, ki pridejo za svojimi ščiti, z barvami, ne vem, zelo naj bi bili nališpani, vsaj v neki zgodovinski, če ste gledali, kaj je ta knjiga, turnirska knjiga. Turnirska knjiga Krištofa Lambergarja, ki obstaja faksimile, to je knjiga, ki sem jaz podaril Martinu ob obisku v Sloveniji. No, recimo v tej knjigi vidiš, so vitezi zelo pisani, imajo tudi prevleke, zakonje, ampak tega ni, ne? Ne, ni, ampak
pač se pravi, da taki, Veš, kaj nisem prevedel vseh teh moja stran vrgu takoj. Kremšnito je pojedel, pa čao. Po moje zamenil še za eno kremšnito. Mislim, en kelner v kavarni park, ali kaj je. V Titovi čajnici. Ne, veš, kaj je bilo? Mogoče tukaj, jaz mislim, da tlele tudi te konjske prevleke pa vse tudi malo čist logistično, ker ne upajo dodatno tvegati, se pravi, da živali, ki so že tako pod enim zelo napornim protokolom, ne, za ta snemanje pa vse, ki bi lahko povečali možnosti poškodb pa vsega. Ampak tudi se mi zdi, da prvite se je na začetku, mislim, da takrat so prišli, ampak je pa takoj bum, sončave, to je res. Problem je pa tudi to, da vsi ti Targaryeni so v črni, a ne, to je njihova barva. Mislim, pa se klišeje, pa ne motim, sam po sebi, samo tako, veš, folk sprašuje, zakaj to bolj zgleda kot tisto, ne, pa se mi zdi, to je bilo točno, to je bilo vprašanje. In se mi zdi, da pač zato, ker si navaja nekega določenega videza srednjega veka, kot ti ga je predstavljeno, medtem ko srednji vek vemo iz slik, pa če greš v narodno ali pa v tujino odgledati, to so zelo vedre stvari, ne samo od bogatije, ampak tudi od siromatije, ne. Druga stvar, ki sem jo pa hotel omeniti, je pa tale humor, ki ga je že omenil, ki se mi zdi v bistvu zelo dobro na Harlamovo doktorsko dezertacijo v knjigi navezuje, da pač humor je oblika upora, ne? In je hkrati tudi izjava o nekem določenem realizmu, ne? Teh spodnjih ljudi, rečemo temu tako, ne? Ki pač kao, vse vemo, da se vse od zgoraj tako dogaja, pa ne bod bedak, pač look on the bright side, veš, pojď bolj na izdi. Mislim, da je to nek tak koncept. Da ne govorimo sploh tista analiza pesmi o ženski z, koliko prstov je že fali. Tista dekonstrukcija literarna je krasna, no, mislim. In ima in humor, in literarno teorijo, in vse, kar človek hoče. Tako pa tudi, naprimer, prostitutke so se mi zdele bistveno bolj ali pa vse so mi ostale v spominu kot bolj opolnomočene tlele, kot pa v Igri prestolov, kjer so bile bolj ali manj za background, za Mezinčka. Ja, Mezinčkovo nakladanje. Mezinček je bo eno teh prstov, ki je manjkal. Okay. Ampak tle so se mi pa zdele, kao, me to štimamo, me to, pa bomo tam neki humor butajo nazaj Danko, naprimer, in na koncu tudi, ko s tem enim Fossawayom, ne, v bistvu ena od jaha, pa še tako me žika, tako, živijo, midva se prvič vidimo tle, ne, kako ste, sir? Se mi zdi tako zelo dober portret je, ne, tako zelo bolj hkrati realističen, pa mislim, da humor ravno zato dobro sede, ker je nekako umeščeno v realizem, pa humor pomaga. Ja, pa recimo rdeče, mislim, da je Red, ne, je njeno zdevk od te prostitutke, ne, ker dejansko pač ima isto zgodbo kot Dank, če tako gledaš, se prav, ne, ker za Danka tudi tam, ne vemo, a je bil zares povitezen, ali ni bil, ne, in ona je tudi, se prav, ampak izkorist to, da ima možnost, da bi pač storil to, da pride do nekega mečkam božjega položaja v družbi, kakor bi ga imel, če je samo pač tam en model, ki ima slučajno zaenkrat če 3 ali 2 konja, kakorkoli se zgodi. Isto je ona, ne, se pravi, ona tudi pač uporabi nek ta vzvod, ki je pravzaprav edin preostane v tej družbi, zato da si poboljša eksistenco oziroma zagotovi nekaj normalnega. Je pa tudi res, da tle je bilo dosti tega, pa kako hitro ve, a ne, da je njegov otrok, pa bla bla, ampak pa se oni tako tudi pojav naprej v kasnejših zgodbah in izvemo, da ima več otrok, tako da je pa so tudi kakšni čist nagovi. Aha, Saj hotel sem vprašati, Mito, ti si tudi zdaj pred kratkim prebral knjigo, ne? Kaj sem se igral, Mito, ti si tudi, pa nisem vedel, kam bo to šlo. Ne, že to ni tak podcast. Ne. In Mito, koliko otrok ima zdaj? Za tiste, ki veš. Sorry. Ne, hotel sem v knjigi. V redu. Nekateri so prebrali tudi knjigo. Zdaj si pred kratkim prebral, koliko je pa to po knjigi? Bolj ali manj vse, razen Baratheona, tale lik je zelo filmski, tle noter je v bistvu čisto samo svoj, pa flashbacki. Flashbackov ni toka, ne? Okay. Mislim, kaj se ne spomnim, jaz sem to bral 100 let nazaj, tako da se ne tega recimo ni, tega, kako ga starec, to njegovo umiranje, pa vstanje, pa kako ta zgodba, predzgodba o Danku, mi dejansko o Danku nič ne vemo, samo to pač, da je hodil, malo se spominja, kaj sta delala ona dva z Arlanom na teh dogodivščinah, ampak nikoli pa ne vidimo tega, kaj je bilo preden ga je spoznal. Kaj pa to, da je
To me zanima, kaj pa to, da je Egg že v začetku zelo sumiš, kdo je, a to je v zgodbi tudi tako. Jaz nisem vedel, ne. A ja, ti nisi? Ja, jaz sem bil, wow! Vprašanje za 300 evrov. Jaz mislim, da če si malo je za poznavalce knjige, bi si že pri branju, če ne gledaš serije, skušal, zato ker omenijo, da ima rahlo vijolične oči. Ampak to je čist book thing, zato ker v serijah nimaš teh vijoličnih. Jaz sem štekel, da je on nekako, jaz sem štekel, da je povezan že una scena v tizmu Inu na začetku, pa to, pa Majsan, pa zelo je bilo tako, pa unje kar tam, pa je bilo okej. Ampak tako da sem sklepal, da je neka povezava s Targaryenom, ampak huda mi je fora Egg pa Egon. No. To hočem reči. Na to pa nisem pomislil. Kaj pa zmaj, pa jajce, pa Egg. Pa. Ampak tako, bolj mi je bilo tako, jaz sem Egg, čelav je, fair enough. A to je dovoljen, to je dovoljen. Zdaj vidimo, dokaj je stopne bullyinga, že to mi punch down. To razumem. On ne more punch up, ker je 6'9". Huda mi je res. Ne, to, da je pa Egon, ne, to pa nisem. To je bilo tako. Jaz sem vedel, da neka povezava bo, ampak to je bila pa huda popa, ker mislim, da Martin Okler rata, to, kar najbrž je bil mišljen s temi kratkimi zgodbami, dajmo še kaj povedati o teh Targaryenih prej, tako kaj hiša zmajev, in se mi zdi dober not zapeljan, tudi da Egona gledaš, kaj je tok star, iz kje se to pride, me je to kar okej. No, mislim, to bi, tako že spet se mi zdi, da bi to, če bi kdo drug to delal, bi bilo veliko slabše narejen. To si upam reči. Bi bilo pa dokončan. Vitez vedno zaključi. Nekaj sem še hotel omeniti, vem, da se zdaj že o podrobnosti pogovarjam, ampak jaz sem resno slišal, da bo HBO delal dobesedno spin-offe Igre prestolov, sploh, ker smo imeli takrat tisto izjemno zadnjo sezono, že v vzvratnem ogledalu, sem bil jaz zelo, kako se vi to greste. Pa v bistvu Zmaji, sploh prva sezona, dobro, druga je weird, ampak jaz sem še zmeraj, meni so si kupili eno weird sezono, če bomo videli, kakva bo tretja, iskren. Jaz sem še zmeraj kar optimist, jaz mislim, da Zmaji lahko ratajo zelo legit serija. Vrhovi enke so dovolj bili zame, tako bom rekel. In sem pa, zdaj pa še to delal, in sem bil tako, to pa nekaj mistično z enim vitezom. Ko sem bil zelo, sem imel nek ta, on je bil demoraj unga, ki gre Jon Snow, ki je detektiv na severu. Ampak tako hoče reči, zelo je bil ta moment, ki se mi zdi, bom eno strokovno besedo, zelo smo bili vsi nadrkani, po uni zadnji sezoni ta prvega šoa, in to je pa vse okej. Res niso zajebali. Zdaj, a je vrhunsko, te kle se lahko pogovarjamo, kaj komu kaj všeč. Ampak meni se zdi to kar dosežek. Pa posod je kar nekak Martin zraven, pa se mi zdi, da je to zdaj že kar skoraj malo tako garanta, da ne bo šrot. Ja, ne, pri hiši zmajev ni več. Ampak ni več, bil, ne? A veš, hočem reči? Kar malo je že to garanta, da je to tako, to pa ne bo... Mislim, je garanta, da ne napiše knjige do konca. Edin to mogoče to garantira. Bil zraven tudi prvemu filmu z Batuisto. Na to hočem malo navezati. Ta mašinerija, ki se zdaj dogaja pri produkciji, sploh TV, v narekovajih produkcija, bi to Igro prestolov lahko hitro zlorabila v nek šrot, ki bi se dogajal, zato ker bi ga ljudje gledali, ker je bil prevelik fenomen, da ga ne bi. Počakaj, da Paramount kupi. Sej. Ne, ampak meni se zdi vredno tudi o tem pogovarjati, o kontekstu, karkoli se o zgodbi pogovarjamo, kako je narejen, to še zmeraj nastaja v enem grozljivem ekosistemu, že spet konsolidacije teh velikih, res dobesednega štancanja, glej Netflix. In bi to bi vse lahko bilo slabo. In jaz pa zmeraj ta HBO res jemljem. Meni je noro, kaj njim uspe v resnici. Ne sam pri igri, jaz sem zdaj ta The Chair Company gledal, ker mislim, da je ena najboljših stvari v zadnjih 5 letih, po moje, pa je že spet nastala pri HBO. To vem, da ti že prodajo. Pri čemer je recimo Warner zgleda pa vreden 7 centov na tej točki. Ta HBO je pa ne vem, očitno teh 6 pisarn, ki sem jih jaz videl takrat v Ameriki, ker sem jih noter spravil, v Corpo Office, očitno so tam neki ljudje, ki hočejo dobre stvari. Tako res. In se mi zdi, meni se zdi to, tudi ta... Intermezzo, Še eno vprašanje smo imeli, a je mogoče uspeh te serije pripisati temu, da pač en je v vprašanju rekel, da Dumb and Dumber nista imela prste vmes, kar je tako. Jaz bi mogoče pol vprašal, a je mogoče point tega, da je zgodba zaključena?
Sej tudi prva knjiga Game of Thrones je bila zaključena. Pa so že tam malo, samo dva sta zelo hitro začela to magijo ven brisati. Se pravi, da tukaj jo niti ni zdaj, da bi jo. Jaz bi rekel, da se pozna, pač tudi čist drug fokus je. In da ima očitno bi bilo všeč temu Sevice, da dela nekako iz tega fanovskega vidika. Prhaja, in da je tudi dosti zvest te predloge, oziroma tisto, kar so rabili, potem še nekega dodatnega štofa, da je vse nekako v tej logiki, ki je postavljena v izvirniku. Noter. Bi pa mogoče sam to še dodal, smo se pri teh, malo pozabljamo mogoče, da je bil še en spin-off mišljen. Ki je bil celo pilota že posnetka, pa so pa rekli, mogoče ne bi, se pravi, krvava luna. Ampak glih to pravim, veš, mene to je res nek znak nekega folka, ki ima nek odnos do tega. No? Ker meni vse ostalo, veš, jaz nisem sicer gledal, ker smo po prvi sezoni obupala doma, ampak Stranger Things, to, kar se v tej zadnji sezoni govori, je točno to, kar bi se lahko dogajalo zavedno, v resnici, pa se ne. Tako da iz tega res, jaz tako nočem biti ta, da smo sam lahko veseli, ker ni za nič, ampak meni se zdi, da to prelom da je res dober, jaz sem užival, ker sem gledal, veš, in se mi zdi, to je treba, jaz mislim, da je to treba reči. No. Jaz končno doživel ta representation. To je to, veš, ko tvojo raso končno prizna Hollywood, veš, da nismo samo lrč ali pa on od Loksane Troja, ki v predlago nosi. Tako. Zdaj so čisto isti model, to je isti model. Čisto resno so zdaj seveda nam povedali še tega Egona Osvajalca, to ne bi bil. Ki bo pa film. Ni nujno, dve stvari se razvijata. Usporedno razvijajo serijo in film. In prav, da zdaj verjetno bo tako, da se bojo malo pustili razvijati in da se bojo odločili za tisto, kar se jim zdi, da je boljš. Tako bom rekel, to pižanc nav, da vi boste povedali, ampak Section 31. Ne, sem hoče reči, to bi se lahko zgodilo. To bi se, razumeš, jaz res mislim, da je to je pa na drugi strani. Jaz mislim, hočeš reči, da to rabimo. Ne, res, in se mi zdi to ful vredno. Jaz mislim, da je res treba, da je trenutek tak, prav vsej tej produkciji, da če se take stvari dogajajo, da je to res treba tako eksplicitno moment, mogoče, ker smo pa Game of Thrones originalen gledali, bo pa tak, je bil pa ta prestiž TV se je delal, ni se ga toliko delali, delali so se v resnici res sam ful dobre stvari, res ni bila te hiperprodukcije. In se mi zdi v tej dobi hiperprodukcije meni čudež, da je nekaj tako fajn vam pride. No? Res, iskreni. Ful je bilo slabih serij takrat, ki so bile tudi prestižne. Ampak hočem reči, to je bilo manj, da tisto, kar je preživel. Vem, ampak tudi imel si, zadeve, kot je bil Lost, ki so ga vlekli v nedogled po nepotrebnem. Jaz govorim bolj o Prestige TV-ju, ne o Networku. Veš, kar je bilo mišljen. Takrat je Showtime delo, jaz sem tudi Hafa gledal s Henkom Azarijo, je bilo tako, to je čisto okej. Je to najboljša stvar ever? Ne, ampak to je res čisto okej. Tega zdaj, če greš karkoli na Paramount pa Netflix pogledati, lahko reči ne moreš. Ne moreš reči tega, ker karkoli začneš gledati, tako please, ne bo na ime, da bojo za 4,5. Tako je, odkle smo. Jaz res mislim, da smo kle, ker je tok tega in so res, zdaj res moraš najdeti neke diamante in to, da HBO tako v bistvu včasih gleda, ki z levo roko naredi in zmaje in tega viteza, pa je oboje zelo legit, eno bolj, eno manj, ampak še zmeram čez nek prag, me je to čudež. Me je res to čudež. Okay, kaj je ta prag potem takem? Game of Thrones je neki postavil. Pa prav, to, če ignoriraš zadnji 2 sezoni. Ja, se to, ampak zato mi je pa Section 31 tak res. To je res primer velikega mehanizma, ki je CBS, Paramount, Star Treka kot neke franšize, ki res ima take vrhove, ki jo marsikatera nima, recimo, podajo pa ven, ne šrot, to sploh nič ni bilo to. To sploh ni bil film, nič ni bilo to. Nekaj so dali ven. Mene je spominjalo na to, ko je DC, ampak pol niti ni bilo na HBO ali Warner, ampak ne vem kje je, pol sploh ven prišlo, naredil serijo o Alfredu. Tak prequel, kaj je Alfred delal prednji postal Butler. To smo hteli vedeti. Ampak jaz res mislim, da je v vseh teh firmah, to je domet. To je, veš, pa nekaj tazga vam pride in si tako si sam, ok, cool. Jaz mislim, da je tukaj pač prva razlika, je to, kar je že Pižama rekel, ne sem, da so končane knjige, važno je, da so knjige, je neka podlaga, skratka delajo na nečem, ker če si zdaj izmišljujejo neki sproti, je vseeno zelo drugače. Pa druga stvar je, da HBO, pa recimo, jaz bi tle najbolj izpostavil v bistvu preko HBO, danes pomislim na Apple in na njegove serije,
to pač delajo malo, ne? Za razliko od Netflixa, ki dela z lopato, oni pač delajo malo s pinceto. No? Ja, to so Netflix je trenutno, ko oni na Bolšaku, ki ti prodaja čebr kablov. Tak nek občutek je, jaz moram imeti. Ampak je pa zanimivo mi pa vseeno, da kogarkoli recimo zdaj to hvalimo, nima pa več, nič nima več učinka Game of Thrones, te euforije. Zdaj, seveda, tudi sajti so zelo drugačni. Ampak jaz mislim, da to je vse, kar moraš reči. Ti misliš, da je to predvsem zaradi tega, ker so časi, ne zato, ker bi bila pač serija ne navdušila. Jaz sem zdaj že zmeraj bolj prepričan, da se tisto ne bo več zgodilo. Jaz mislim, da je konc. Ja, ne, res. Jaz mislim, da je konc te neke res, da bo nekaj res prišlo, pa tako prevzel. Jaz sem ravno, kar sem imel Stranger Things. Stranger Things je bil hit. Ja. Game of Thrones je bil pa fenomen. To je bilo, res je bilo, takrat je bilo res drugače. Res je bilo drugače. Jaz mislim, da hiti bojo stvari, tole pa moraš gledati, tisle pa moraš gledati. Game of Thrones je bilo tako, ker vsi smo ga gledali. Razen Jonasa. Okay. Ampak veš, tisti je bilo pa res. Dobro, on spi, no. Tisti je bilo pa res. Jaz mislim, da je to, da samo to je treba reči, da so res cajti drugi. In so si krivi, ne. Jaz sem to, ker bolj te moje teki podcaste, ne, ki je rekel, da obstajata samo, da v grobem, ne vem, či ga citati, ampak sem ga večkrat slišal, da v grobem sta samo dva poslovna modela, ne. Bundling pa unbundling. Zdaj, prvo se raztrešč, pa je 17 streamerjev, ne. Zdaj gremo pa nazaj skrb. Tako je bilo včasih, so bili 3 kanali po TV-ju, pa jih je bilo 87, pa jih je bilo pa 26 že spet. Ne. Zdaj smo že spet v tej krčenju, ne, ki bo zraven vseh fašističnih stvari, ki se dogajajo. Jaz mislim, da se nam slabo piše in tudi, če bo manj streamerjev, jaz ne vem, če bojo premogli toliko domišljije, da bi nekaj tazga davan, ker bo toliko ljudi hotel gledati. Ker Apple dela super stvari, pa jih nihče ne gleda. Ja, pa tako je, požira takšen, dobro, zraven tega ne, požira tudi določena politika, pa estetika, pa franšizacija, ne. Ja. Odvrtke, ki bi lahko bili bolj barviti, bolj domišljijski, naprimer meni je Orange žal Wheel of Time, ki je v bistvu v 3. sezoni še le dobro zakorakal, pa so videli, to nikoli ne bo dobesedni Game of Thrones, ne bo ta fenomen ali pa hitič kakorkoli in tega mi je škoda. V bistvu se to, da se mogoče zgodilo v napačnem času. Tako da to je zanimiva teza. Ja, mislim tudi letvice, to, kar si ti zdaj rekel, tudi letvice so postavljene nemogoče. Ne? To tako, kot zdaj Marvel za vsakim filmom lovi Avengerje zadnjo, ki so milijardo zaslužili, pač sorry ne bojo, zato ker pač tam je bila neka kulminacija nekega gibanja, zdaj si pa pač to zrušil in pač ne narediš nič tako dobrega. Zdaj bo Downey, bo že spet Dr. Doom, tako ni panike. We're back, baby. Ja. Hvala. Ja. Okay. A gremo nazaj k seriji. Ja. Hvala, že to je bilo ful podočno, drugače. Kaj imamo se videti, da je še eno vprašanje, ki je zanimalo Uroša B-ja. Ker mene bi zanimalo, kdo so ti liki recimo v povezavi z Game of Thrones. Mene tudi všeč to, da je vprašanje poslušalcev ali pejte ko bodo. Mislim, že ti računaš to za uporabo te fraze? A nisi to ti rekel, Pižam? To si ti rekel, Ne, mislim, da ste se video pogovarjali in da si ti rekel, to pa mi dva ne bova, pejte ko bodo. Super, pa jaz se stavim. Jaz sem bil kao prijazen, zdaj je pa za vohod narba. Kot morski pes, črno preko oči. No, Uroš piše, imam feeling, da vem, kdo je Egg, potem ampak I have no idea, kaj je toliko teh Egonov in Targaryenov, pa mogoče tudi za ostale like, če je še kateri tak, ki je mogoče v Game of Thrones omenjen, pa zdaj gledam to, da si ti Aljoša delom tebi prepustil, da to poveš, jaz bi pa sam Lionela BS, ti pa Danka naprej, kar razloži. Ja, jaz sem pač pogledal, ker je tudi mene zanimalo, kdo so pač ti ljudje. Zdaj Duncan je omenjen kar nekajkrat v Igri prestolov, najbolj podrobno v prvi epizodi 4. sezone, ko naš priljubljen, najbolj priljubljen, najboljši kralj vseh časov, ta kralj, ki ima vse besede tega sveta, Joffrey lista knjigo bratov, enciklopedijo Kraljeve straže, v kateri je Sir Duncan omenjen kot Lord Commander, ne vem, kako to prevajamo. Gospod poveljnik. Gospod poveljnik, ok. V finalu serije pa je lista tudi Brienne, ker je leta 2016 Martin potrdil, da je Sir Duncan njen prednik, kar naj bi bilo potrjeno menda že v knjigi Vetrovi zime, ali kakorkoli bo to Pižamc prevedel, če bo kdaj prevedel, če bo rabo kdaj Pižamc prevedel. Piš. Zimski piš. Knobli zime. Če bo ta knjiga kadarkoli končana.
Ja, Egg pa tako, kot mu je prerokovala ta neka vedežinja, ki jo tam sreča, ki pač da za prerokovat, bo postal kralj Egon in sicer 5. pri 33 letih. Poročil se bo z Beto Blackwood, zato ker bo imel to izkušnjo potovanja z Dunkom in ne bo želel poročiti svoje sestre, pa tudi nima sestre, ne, reveš. Pa tudi In imel bo 5 otrok, med njimi bo Jaehaerys, ki se bo poročil s sestro Shairo, on je imel sestro, pa je lahko, in imel z njo 2 otroka, Rahelo in Aerisa, recimo, ki je bodoči, se pravi, ponoreli zmešani kralj. In to sta oče in mama Daenerys, se pravi, je njen pradedek. Ja, zdaj Egon ne, 5. ima vzdevek Egon nepričakovani, Egon unlikely, zakaj? Zato, ker je bil pač, on je bil 4. sin 4. sina. Ne? Tako se zdaj vidimo. Ja, ni bil šans, da bi... Vse kar odpadajo, prijatelji. Bog ne da, da slame s čelado dol. Ja, je bil tretji v glavnem iz zaradi tega. Zdaj ne vem, mislim, da v knjigah celo ima še neke sestre. Mislim, da sam fante omenjal, pa v knjig mislim, da so še sestre noter. In on je potem, se pravi, eno od teh bratov, za kjer ga rečejo, da je, se vidi, da si ti tle napisal, da je samo omenjen. Ta princ Simon, se pravi, da nekdo, en od teh sinov njegovih, da študira v Citadeli. Tako. V starem mestu, to je ta Master Imon, ki je podmojster Imon, ki je v noči stražil. Zdaj, Lionel Baratheon, ful je po svoje zanimiv, ker tukaj je Lionel prikazan kot nekdo, ki res ne mara Targaryenov, medtem, ko je linija Baratheonov, od začetka, se pravi, Baratheoni so postali gospodje neurjevega konca, potem, ko so ob zavojevanju premagali družino, ki je prej živela tam v viharnih deželah, to je bil Argilak arogantni in so oni prevzeli ta dvor. Ga je tudi Egon tega Orlika, ne Orisa Baratheona, ga je mu dal ta grad in se je govoril, da ne bi bil on Pankrt. Zdaj ne od kralja, od njegovega brata. Sprav, da je, Egon ne bi bil njegov pač pankrtski polbrat, oziroma on. Ne? Yeah. In potem gre linija naprej in očitno bo se tle nekaj spremenilo, ker Lionel potem postane en največjih zaveznikov Egona in med njima potem pride pa do rahle štale, ker je Egon, en od njegovih otrok, potem mu da ime po Danku in je Duncan in ta Duncan ne bi se poročil z hčerko od Lionela Baratheona. Okay. Potem je pa on srečal to Jenny iz Staro kamnja, ki ne bi imela neko vezo celo z otroki gozda, da in potem je obsti in potem se ona dva malo spričkata med sabo, tako da imamo še eno zelo močno Santa Barbaro sezono. Pa nek Biblija, ta psalm in potem je in on je spočel tega, on je spočel. Hvala, pičamci. Ja, se drugače pa, mislim, tle srečamo vse te, večino teh glav družin, ki so seveda potomci teh družin, ki jih bomo pol gledali. Mi je pa zanimivo. Pardon, to je 90 let po House of Dragon, pa cirka 90 let pred Game of Thrones. Ja. Nekje je glih v zlati sredini. Pa še kar so brez mobitelja. Ja, pa kar dober razdeljak, bom tako rekel. Brez zmajev, pa orang dekadentni, kot v nekem zatonu. Ja, vso to plemstvo v orang zatonu. Ne? In se mi zdi, da v bistvu tudi ne samo Targaryen, ki pa zavidiš preko tega nadutega pamža, ki skuša Danka potunkati v ta dvoboj, sedmeroboj. Ja, pa mu zobe odstraniti. In tako naprej. Ampak tudi Fossoway, v bistvu je sicer najbolj Game of Thrones lik ever, ki obljubi eno stvar, prespal sem pa si premislil. Ampak tudi vsi ostali plemiči so nekako tako zelo, mislim, da najbolj še oriše, ampak je hkrati tudi meta komentar vse meni, ko Dunk zakliče v navijaške sedeže, kao, še kdo sploh med vami, pa se eno stane in pošteno prdne. Ko se reče, no, to je stanje našega plemstva danes. Čeprav ne, veš, da ti res to pogledaj. Recimo, da bi mi zdaj tlele sedimo, pa pride en z enega podcasta, ki ima 6 poslušalcev, pa reče, a je kdo med vami, ki bi prišel v moj podcast gostovati? Mislim, da povej, a bi šel. Ja,
Ja, Mito pride. Ja. Če imate podcast, Mito to je vsem. On pride. On si bo vzel cajt. Jaz samo rabim izgovor, da pa skočim malo doma. Ja, Mito je pač človek množic, no, to ni kar tako. Tudi če je ta množica, koliko si rekel, 6 ljudi, ja. Tehnično je to množica in tehnično je najbolj prav. Super, meni se tudi zdi, da ful mi je zanimivo, ker ta moment te serije mi je zanimivo ravno to, kar si zdaj ti omenil, pač spet ta razlika med tem, da pač Dunk verjame v neke ideale, v katere plemstvo jih ne zastopa več, ne vitezi, je pa točno se mi zdi, da komentira današnji trenutek sodobnosti, kjer mi še vedno zelo verjamemo, mali ljudje še vedno verjamejo v neoliberalizem in v to, kako bodo izpolnili ameriške sanje, če bojo trdo delali, bojo postali multimilionarji, medtem pa multimilionarji veselo se onegavijo otroke na otrokih in tako naprej. To se mi zdi še kar... Epstein Class, to je kar že... Meni je 3 dni nazaj, ali 2 dni nazaj je bilo v bistvu najboljši portret tega, ali pa analogija tega, ker Trump sprejme krste 6 ali kolikih vojakov za iz te iranske bedarije, ki jo je naredil, ima seveda gor na sebi kapo USA, tole čepico, pa salutira tam. Fox News je to vse zrezal, uporabuje star posnetek, zato da se tile penziči ne bodo... A dejansko je pa to hkrati komentar na to serijo, o kateri delamo, ker če bi kapo dol vzel, vsi smo videli, kaj se je zgodilo. Ti se drugač dosti genialno. Moram reči, točno veš, kaj se bo zgodilo, pa dokler se ne zgodi, si še tako je mogoče. Pa seveda, ker je to Martin, morajo tudi pokazati. No, kaj je bil pa vaš najljubši prizor v tej seriji? Mem, sončni. Shooting Star. Trink. Ti se do mene, ki je pač taka dobra fora, ker ona dva pa od zunaj spita, je sreča samo njuna, ker oni vsi gledajo svoje šotore gor. To je meno, to so meni te hude martinovske fore. To imaš ti tako, ker si pač proti tabornikom. Ker prevečkrat slišal, vidite, so še redo, kako so pa vodco. Dobro, že. Lepo si izbral, najbolj pocukan moment. Mito, tem so prostitutke, naprej. Ne. Iskreno se mi zdi, da v bistvu najboljše je... Iskreno prostitutke. Čak. Ta rdeča, ona ta druga. Ne. Obe sta rdeči, drugače sta rekli. Kljub temu, da ima ena lasulje, če se ne motim. Zelo na ta. To pa je research. A to ima in šel lasuljo ali... A ima lasuljo zgoraj in spodaj. A kaj jo najameš? A je lasulja za doplače? Če smem, če dovolite. Ja, povej. Dovolimo. Vrla gospoda. Torej, meni je bil najlepši trenutek dejansko od fotra od tega, ki reče, da ne morem ti dati svojega sina, ker je moj zadnji. Ja. Ta se mi je zdela, pa odkoraka ven. Konc debate, midva ne boma več noč imela, ampak se mi je zdelo v bistvu tako, da kljub temu, da kreten pa znal je sicer svojega, tistega Erisa, ali kva že ime onamo kreteno, no? Focent pa potegn ven sobe, da tle pa znal tudi, veš, pokazati to neko človečnost, ki jo Targaryen mogoče v tej fazi ne bi pripisali. Mene mogoče mi je v spominu fulostal glih tak konc, ki tega recimo ni v knjigi, to, ko se Egon hoče maščevati bratu, ko gre z nožem, tako malo, vidiš, tudi on ima te neke zametke, zaprav, kljub temu, da je prijazen, ima neke te targaryenske norosti v sebi. In to, kako so naredili... Ampak, veš, smem hitro, fotor ga vidi. Jaz mislim, da ga vidi, da ima nož. Itak, da ga vidi. Ja. To se mi je zdelo še bolj močno, potem, ker v bistvu vseeno štekam. Vsi malo vejo. Vem, če ga vsi. Taki so. In tudi to, da vidimo, da je on kar sam prišel. Vse v knjigi tudi. Pravzaprav v knjigi on prija reče, s fotom sem se zmenil, greva. Tako da je zanimiv, kar so naredili, ker lahko mogoče naredijo mogoče en del v drugi sezoni ravno v tem, kaj so morali narediti, da so se zglihali po svoje. Sicer pa jaz priznam, če sem zdaj že skoraj da 50-letnik, imam otroke, družinski človek. Meni je zelo lahko obrati na neke dušne strune s kakšnimi patetičnimi stvarmi. Mislim, patetični kot je pretirano čustvenimi, kot absolutno. Je pravilni pomen. Vse govorimo slovensko. A res, Igor? Shots fired. To je angleščina. Podel ti na faksu, nisto, kaj angleš govoril. V kateri moment je pa tebi zarosil oko? Ko pride
ko pride Baylor, pa ko zaslišimo Game of Thrones temo. Aha. Tiste pa tako bilo, pa uno. Lepo. Pa sploh, ko veš, kva pa sledi. Sam se je javil. Ti okaš, ne? Ja, ja. Igor, Da je to prvi v temperaturo tukaj. To če bolj reže. Tam je lutkarca, lutkarca in zmaj. Torej, ja, jaz imam pa v bistvu 2 trenutka, ki sta dosti različna in prvi je tisti žur, prvi z Lionelom tam. Zato, ker vidiš, To je naš Igor Park. njega potem, njega sprejmejo, tam najde svoje ljudi. Zakaj si prišel sem? Zato, da se najem. In so si naš človek. zato je Igor vedno vztraja, da gremo na premijera. Igor, non-stop car bloda. Druga scena pa mi je bila polka, punca dejansko gre, ker se ne grejo te romance, ampak nje ni. In pač se zaveš, tak je life, včasih pač gre. In kar povej, kje je bila, ko je bilo ime? ne, mislim, da... Igor se je tam nasmehnil. Ja. Šla je. Ali pa ti kontra. Skratka, Milena. šel je ne imel... pomeniš. Nikoli več ne pridem na vašo gimnazijo. Pustite človeka, da pove konca. Imeli so šanso, da bi dali en pocukran moment noter, pa ga niso. Mislim, pol bi šele ta dva tukaj se je okala. Kaj bi še bilo, če bi mu ona ščito res sama prinesla? In pol še en tak pogled, dolgi, srce pa reoč. In tega nismo imeli in mislim, da je prav. Zato, ker ne, se še potem kasneje srečate? Ne. Zdaj on gre v Dornijo, zdaj nemajo, je tam sreča, to se ne spomnim. Nek mu reče, veš, tam so ful dobre lutkarske predstave. Ker ona ne bi šla. Ona tudi gresta pač pol. Mislim, da sta v Dorni, o tem sicer še nismo brali v zgodbah. Tako da ne vemo, kaj se je zgodilo. Je pa zanimivo tudi to, kako so šli v to. Hočeš reči, da to ni v tej knjigi, da druga sezona, da to ni ta del, ni v drugi. Ne, ni v Dorni, ne gresta. Ona dva sta rekla direkt, ampak ne, mi gledamo z luknjami. V drugem delu je on v službi pa enemu ostarelem vitezu, ki ima en majhen, ne, pa gospodu, ki ima en majhen grajski stolp sam in ko se... Drug del je ful slovenski, ker se kregajo za zemljo. Ker grejo. To je Prežihov Voran, druga sezona. In... recimo to, tam je lutka majhna, tam je ona lutkarka sama in ima eno marioneto. A ne, tle so pa res za TV naredili, pa se zdi, da čist funkcionira. Da ni, mislim, malo je over za to, koliko bi stalo, pa tak, prah nabiramo, ko hodimo, o moj bog, koliko cvetnega praha morate nabrati za vsako to eksplozijo, ampak med njimi ni... Lenob. Občutljivih na cvetih. Se imajo antihistaminike, veš pa tam v sosednem sodu. Imenuje se vino. Veš, kaj probam, ne. Hvala, že. Zdaj, smo še v jedru. Jaz sem hotel še sem reči, meni je pa v resnici zelo grdo se bo zdelo to, ampak eden najljubši prizor mi je ta smrt tega ubogega konja, oziroma ta moment, ko se Targaryen v bistvu tale že zelo jasno pokaže svoj karakter, pokaže v bistvu, kako plemstvo je pripravljeno na vse, da bo obdržalo nek ta svoj položaj in on je pripravljen tudi ravnati ravno to, kar pač Dunk ne more verjeti, ne plemiško, ne viteško in ubiti konja, ker vsi vemo, da ga je namerno seveda zadeva, zato da bo skratka prevladal. To se mi je zdelo tako zelo, pa tudi ta konj, to je zelo brutalno taka, to bi vam že rekel, zelo Game of Thrones, kratka stvar, da ti res pokaže to. Igor bi rekel Visceral. Ja, brutalno resnično. No, tle bi pa za Joko še niče. Še to. Čist ne povezano. Kdaj ste nazadnje na Horsburgu, glavno? Če smo pri teh, ki so bili tudi tako, imajo vsi junaški pripravljeni na dvoboj, ta pa boj sedmerih, pa pokaže Danka, pa Fosova in bruhnata. Ni tega olepševanja. Mislim, da si lažemo, da ne bi bruhalo tej situaciji. Mislim, vemo, da Jon Snow ne bi, ne? Ja, to je pa res. Dobro, ampak on je imel res to čelado, mislim, že to skozi to čelado gledati je po mojem moglo biti, to ti je zjebalo cel, ne vem,
pogled in meni bi bilo slabo, jaz priznam, meni bi bilo to slabo. Zato pa je bilo temu igralcu toliko težko igrati, ker je rugbijaš in ne American football player, ker če bi ameriški nogomet igral, bi vedel točno, kak je. Ja. Ali pa tudi ne, glede na to, koliko možganskih poškodb oni imajo. Je pa mu še več. Je pa mu lažje jahati, ker to so pač Anžetovi ljudje, ki lahko hodijo poleg konja. V bistvu zgleda, da jaha, ampak v resnici on gre, to je 6 nog. Kak remenčka. To. Jaz bi tle rad sam dodal, da ne pozabimo, če boste, drage poslušalke in poslušalci, če se vam bo zdelo, da je med poslušanjem tega dela, da je vzad nek robot, ki nek ASMR hoče furati, je to pač veliki tonski mojster Anže, ki že cel cajt z listi drgne v fedre. Tako da pač, če bo to nek sound, ki je vzad, to je Anže. Čist na čest ne pride. No, dej nared. Evo, zdaj tišina, lej. Nič, prijatelj. Tako zdelo, dej. Nisem tega, to pa nisem, sam noc sem, mes sem dajal. That's what he said. Ok. A zdaj gremo čaki? Zdaj na vprašanje publike smo že bolj ali manj odgovorili. Ja, ampak lahko rečete, kdo je vprašal, ste nesposobni. Ja, Uroš bo je vprašal. Sem omenil. To smo povedali. Ti si edini omenil, ker znaš podcaste delati danes. Taurus Stylemon je tudi vprašal. Ja, zdaj na Fišgarjevo vprašanje mogoče še nismo niti toliko odgovorili, ali se vam zdi svet bolj nevaren zdaj, ko ne spremljamo le plemičev, ampak človeka, ki se bori za naslednji obrok. Ja, se te ljudi, ki se borijo za naslednji obrok, recimo ta Rorč pa Bajter, smo imeli že v prvi sezoni Game of Thrones. Niso bili vedno prisotni, se meni zdi, samo da pač niso bili v fokusu. Ja, jaz mislim, da je tle samo vprašanje fokusa. Ostalo smo že veliko govorili o 30-minutnem formatu, tako da tle ne. Edino mogoče vprašanje ta je bolj za nas, kot za vaju, se opravičujem. V kakšnem stilu bi raje gledali Sandersonove napovedane adaptacije, bolj HBO ali bolj Amazon? Kdo bi gledal karkoli bolj Amazon? Sploh ne razumem. Zato pa ni vprašanje za to. Kaj bi hotel Amazon? Razen, če jih daš v prostor, pa imaš less one laughing. Meni je pa to tricky question, ker v bistvu želel bi si Apple HBO kvaliteto v smislu pisanja. Bo za Apple nastalo. Ampak prej smo menili estetika, naprimer, estetika prav, ki pa se Amazon gre. Je pa pač, ne bom rekel odlična, boljša, ampak drugačna. Vse narišem, kar on. Anže, estetika ni estetika na internetu. Ampak to je pa tako slaba šala. Res slaba. To je tako slabo, da pride nazaj. Da se vrne. Ampak, za naš podcast je super. On brand za obot. Obot, ja, to. To bi bil moj odgovor. Kaj pa Apple estetika potem takem? Apple ima, se ni slabo, ni me narobe razumeti. Ne, sej. Gre se mi samo za moje mnenje, da smo, jaz sem že mal sit klišejev, rad bi kaj svežga, v smislu vizuali, estetičnih. Sej, ampak kaj meniš o Appleovi estetiki, to te sprašujem. Fantasija še ni delo. Ja, sej. Mislim, ampak je blizu tega z temelji. Temelji so zanimivi, ampak v smislu sci-fi so mi generični. Apple Store, ajde. Je to. Ker pač, Apple, ok, to je preveč easy joke. Ampak mislim, če gledaš Hollywood, ki skuša klišeje furati, srednji vek blato, prihodnost Apple Store, vmes je pa kao mogoče malo realizma, ne, tako naprej. Ampak fantasy je toliko zunaj, da v bistvu bi si lahko privoščil različne pristope. Sandersonov je pa, zna pa biti triki, ker hkrati se dogaja v neki postapokalipsi, kjer neki diktator vlada nad malimi ljudmi, tako da bi komod pasal v Game of Thrones, bi si pa želel mogoče malo več barve. Ajde. Ti si en od unih ljudi, ki jim je žal, da bi v Sword of Truth ni dosti daleč prišel. Good kind, da pa nisi bral. Ne, nisem, sorry. Tako da bom jaz sem ga bral, pa se ni čist za nič. Najstnik sem bil, pusti me. Igor, si ti hotel kaj dodati tej debati, skratka Apple, Amazon, whatever? Jaz vseeno mislim, da ima Apple malo eno drugačno estetiko, menim pa, da Foundation ni zanimiv. Ampak veš, fantazija še ni delo. Ne, mislim, da pač, ampak ima pa nekaj zelo drugačnega z tem astronautskim For All Mankind. Pa Silos pa to, mislim, ima eno tako bolj grimy vizijo, kak bi naj izgledalo in se mi zdi, koliko sem bral,
megleni rod, da bi to lepo zraven pasalo. No. Okay. Skratka, megleni rod je seveda prevedel on ta drug prevajalec, ki ga ne bomo danes omenjali. Branko? Jaz mislim, da je vsem drugim prevajalcem ime Branko. Ampak, In to je resnica. ja. Kdo bo pa tvojo knjigo prevedel? Kao da je. Okay. Kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali je na vrsti? Hitro, ne. Zakaj si pa že to dal, kaj smo brali? Intervencija. Knjige imam največ zapovedati. Največ imam pri knjigah zapovedati. Jaz nisem nič tak, da me spusti. To si hotel sem povedati. Ja. Zdaj serijo smo obdelali, jaz mislim, da pač pogledajte zdaj, če ste poslušali. Zdaj berem knjige. Bereš knjige, lepo. Tvoje še nisem, kupil sem jo. To sem že povedal. To je važno. To je najbolj važno. Če ne kupiš, pa da se jo greš posoda. Tako. Tako, kot pravim, kupiš še komu, ki je ne bo prebral. Skratka, a že ti si prvi na vrsti. To pa je tegla. Nova knjiga je Joša Hrlavova. Kupite jo nekomu, ki je ne bo prebral. Mislim, da policija izgleda lepo. Nekdo res je naredil lepo naslov. Jaz bom hej, Dva človeka, slika je pa kar v vakuumu nastala, Aljoša. Kjer datum je bil včeraj? Dva človeka. Anže, no, povej, kaj si lepega videl, bral, očitno. Bral. Ja, špilal. Prebral sem Three Body Problem. Vse tri. Trilogijo. Veš, da so to 3 knjige. Sem tudi 3 prebral. Jaz sem jih prebral. Jaz sem pri trilogijah navajen, da jih je 5. Ne, to je res, to najboljše so take. Jaz moram reči, da zelo dobro. Zelo res, ko sem dal moja rubrika Anže bere na Discordu, sem dal tej trilogiji 4 Anžete, ki berejo od 5. Anže to je bilo predvsem tle všeč, zato ker ni nekih, se ne ustavljajo pri čustvih, pa pri teh stvarih, ampak ker so sam fakti. Kitajci. Jaz, to, ki je tudi Harp tako napisal, da ta človek ne bi znal romantike napisati, se strinjam, a jo rabimo vedno. Jaz mislim, da ne. Jaz moram reči, da je to, kar se je njega pol hajpal, vnaprej, ker to je edina stvar, ki sem jo približno vedel, je, da zna neke ogromne stvari pisati, tako da jih res štekaš in je to res. Meni se to zdi, to se mi zdi res kar dosežek. No. Da ti lahko sam čez črke take stvari v glavi nariše, pa res veš, kaj se dogaja. Anže je začel kužiti branje. Veš kaj, danes jutri je poslušal svoj pogovor na valu. To je, da nisem nikoli nič prav, ampak hoče reči, kle so res všeč meni. Jaz sem velik fan tega v resnici mal hard sci-fi-ja, ki je res, dajmo vesolje, pa dajmo razlagati vesolje, pa malo te fiske noter. In je kle so res toliko ogromne stvari. To je prva knjiga, ki sem jo jaz bral. Mal hard sci-fi se tako narobe sliši. Ja, to je res. Ampak hočem reči, da je prva knjiga, ki se mi zdi to zelo uspešno naredila. Še odkud recimo Interstellar, ki meni recimo kot film ni všeč. Ampak pa ene par stvari tam Nolan tako pokaže, ki jih še Ben ni pokazal. Ker so vsi sam bliz prišli, kar se same čisto surove ogromnosti stvari tiče. To je ena trilogija. Pol imam pa še, sploh ne vem, koliko knjig je, ker zdaj sem zadnjo še prebral, začne se z The Goblin Emperor, je prva knjiga, potem se pa samo v tem svetu dogaja, mislim, da sem še 2 ali pa 3 prebral do konca, od ene ameriške pisateljice, to sem zvedel pa na The Incomparable, je bila enkrat pred... Sašo mislim, da ste res zanč mi razlagal. No, Goblin Emperor je pa noro, je pa v bistvu tak fantazija, dvorske igre, varianta, kjer v bistvu ta Goblin Emperor je eden, ki po nesreči rata emperor enega sveta. In v prvi knjigi njega spremljaš, v drugi knjigi pa enega gej duhovnika, ki okoli malo rešuje stvari. In je bilo meni noro. Neka modelka to piše, ki zdaj že spet, ki ima psevdonima in pa nikoli ne vem, kva moram reči. Ampak Goblin Emperor je prva v tej seriji in je super, take na meji cozy. Ne cozy, ki je bolj resno napisan, ampak tako res fajn branje. Nič noče od tebe, ampak veliko ti da. Catherine Edison, 2 imajo Catherine Edison. A lahko samo skočim, jaz sem se spomnil knjige, ki sem že več kot 10 let nazaj bral, oziroma ne glih 10 let. The Good, the Bad and the Smug od Toma Holta, to je tudi serija Donut. Vesolje, ki pač nekdo pogrunta, nek fizik, da če pogledaš skozi luknjo v krofu, da te predstavi v neko usporedno vesolje. In pa prva knjiga je o tem, kako izkoriščajo to za ekonomijo. Pa nekaj imaš The Good, the Bad and the Smug. Mislim, da je 4. In je tudi en kralj goblinov not, ki pogrunta, da pač ne morajo se sam bojevati, tako sile zla, da morajo
pač iti naprej, malo birokracije upeljati, malo na drugačen način in pol ful unič ekosistem vilincev, mislim poslovni njihov ekosistem, ker vilinci so sam ali so pravniki ali pa pišejo kolumne. Tam se stoji in polih njih nabere za svoje kraljestvo in kako oni pol tam to neko vojno industrijo do zadnje črke spedeno in kako pol ubija duše na nek način. Ne, ampak še cel bogat svet okoli, tako da recimo tam je bila najboljša iz te zbirke, pa samo zato, kaj. Sem omenil Gobline. Ja. Pol imam pa še eno knjigo, pa en špil, pa neham. Okay. Ta knjiga, to sem prej omenil, The Rise and Fall of the Neoliberal Order, Gary Gerstle, izjemna knjiga, če hočete malo bolj razumeti svet, to bom na hitro rekel. Kar se pa špilov tiče, sem pa igral, zdaj ga tudi za jazbino napisal, bi ga že mogel, pa mi ni ratal, ampak res pa en špil, v katerem nočem nič reči, ker je najbolj, da greš noter zelo naslepo. Tisto, kar je treba vedeti, je to, da se nekako dogaja v enem takem mini osončju, kjer ti z eno ladjo okoli potuješ in sproti odkriva zgodbo. Reče se mu Outer Wilds. Ja. In je pa ena najboljših stvari, ki sem jih igral v ne vem kolkem času. Res, tukaj je dobro, da je kičast in gre za eno tako res weird špil je. Moraš 3D znati, se pravi, ni tako kot Disco Elysium, ki ga lahko daš komorkoli zašpila, tudi če ni igral. Klej še zmeram si v 3D prostoru z ladjo, malo letiš, pa treba pristati, pa tako je nekaj stvari treba vedeti. Ni streljanja, v bistvu sam bereš, pa spremljaš zgodbo. Pa za ta mapa in geneza tega špila je pa nekaj za ta podcast, ker je v bistvu glavni financer studija, to je Mobius, Games and Mobius Interactive, je model, ki je bil v Heroes, Save the Cheerleader, Save the World, un Japončak. Hero. Un model Hero, on je šef tega studija. Avtošpile delati in ne najde enega študenta, ki je naredil demo in pol za ta špil naredil. To se mi zdi nora povezava, za obot. Izjemen špil. Špil in DLC. Nora. Vsem vam kle bi bilo to všeč. Jaz sem igral. Jaz sem igral Outer Wilds. A je? Ja, mislim, nisem dokončal, ker mi je pol potekla naročnina za PlayStation. Ampak, zdaj ga lahko kupaš, je že doskrat znižen, res neverjeten špil. Pa moraš pa do konca pregurati. Na PlayStation, ne? Posod je. Zdaj sem na Switchu igral. Cool, jaz bom samo tle dodal eno opombo. Za tiste, ki ne bi brali v angleščini, bo Problem treh teles letos šel pri Cankarjevi založbi. Prevod bo iz izvirne iz kitajščine z temi dodatki za zahodno občinstvo. Skratka, čekirajte za tiste, ki lahko počakate, ker mislim, da nekak plan je, da letos izide se prvi del, drugo leto drugi in potem tretji. Jaz slišim od Cankarja založbo v zadnjem cajtu, gre sam gor. Pižam, to je bil segway do tebe. Ja, ko moram še napisati nekaj za njih. Gledal sem, končno sem pogledal Grešnike. Fina zadevca. Sicer, če jih gledam pri teh obeh filmih, ki sta najbolj trenutno na lestvicah za Oscar, meni je bil mogoče, mislim, bil One Battle, malo bolj je pa tle recimo par norih scen od tega, da te glasbene točke, ki se začne mešati preteklost, prihodnost, pa do seveda tega, ki ne jemljajo publike za neumne, pa jim ne grejo prej razlagati, pač reče, vse poznajo zgodbe, vejo, kakšna so pravila za vampirje in kako ti točno veš, kaj se lahko zgodi in kako oni okoli tega malo motovilijo se. Super, pa feničansko spletko, zdaj na Sky Showtime bila in ni sicer to najboljši Wes Andersonov film, ampak glede na to, kolikor sem slišal nekih čudnih stvari, me je bil čist gledljiv, super zadevca za, pač, če ti všeč ta estetika njegova, je prav tak fin vikend ogled. Pa Benicio. Ja, pa Benicio. Ja, on bi definitivno, jaz mislim, da Benicio mora letos dobiti tega fucking Oscar in bi mogel dobiti tako za tole, kot za One Battle. Ja, pa bomo pa vsi spili ne parta malih pirčkov, ne. Česar ne bi spil v seriji, ki jo sem jo trenutno pogledal končno, do konca, kar je posnet It's Always Sunny in Philadelphia, sem začel gledati lan, enkrat in sem šel čez vse in je noro. To, ki je hudo, ker so res slabi ljudje, ampak vsak od njih ima neko to. Ne, moralno šteka. Ne, vsak od njih. Denis, nimam nič. Bodimo exaktni. Če ima pri tebi Denis kakršenkoli
kako bi, kot bi Harda rekel, redeeming quality. Denis prav gledal te serije. Denis ve, kako izkoristiti morsko plovbo. Ja, okay. Denis je res. Je to pač, vsi imajo neke moralne stvari razčiščene, ampak vsi imajo pa tudi ful nekih slepih pek in je gledati, kako med sabo, ne, se potem, model tebe je una zloraba. Ne, sem vzgoja, sem jo, nič ne čakal, to je bila model 14. Ne, to je bilo kul. Do tega, kako se igrajo z nekimi temi žanri, z klišeji od tega. Oni so mi naredili najboljši ta kolaž, se pravi, kad gledaš klip epizode, ki se začne kot klip epizoda, pa vidiš, da ne, pač ti se s to narobe spomni in obrnejo, kaj so videli do tega, kar so se v zadnji sezoni šli iz prav določenih nadaljevank norca delati, pa tudi te meta komentarje o tem, kako vsi dobijo nagrade, samo oni ne. Pa Pluribus še enkrat zdaj gledam, ki ga za mojco gledava skup. Jaz sem takoj zraven padel. Nočno slišati. Dej, super je. Anže, hočemo, da si srečen, sam to bom rekel. Pridruži se vsem nam, ki to gledamo. Samo všeč mi je, ki je dal v scenarij, It's Always Sunny in Philadelphia, je dal kritico, ki jo vsi poznamo. Jasip. Kot jo poznate, če si kul na internetu. Street name. Street name. Po domače Jasip. Jasip Dobrostito. Prebral sem od Simone Semenič Bestelopi, genialna zadeva, zgodba, ki se pele med sedanjost, oziroma 2020, ki je korona, pa pred 1000 leti, kuga postoš po teh krajih. Imamo mulca, ki piše dnevnik, imamo eno tam, ki je ena zadnjih, ki ostaja zvesta starim bogovom. To in potem se to preplete še v nekem vilinskem svetu, ampak Simona mojstrsko pač te različne pripovedovalce, različne jezike. Je sicer kao pač najstniška, ampak jaz bi rekel, mogoče res bolj pol tam 17-18, ampak tudi za odrasle je čisto zanimiva. Pol sem od Shirley Jackson, vedno sva živeli v gradu, to sem prebral na busu do Dunaja. In je pač bereš in ta ameriška gotika je to. The Haunting on the House of the Hill je tudi od nje. Ona je Tombolo, ona je napisala. Ona je Tombolo. Ena najbolj znanih ameriških kratkih zgodb. Tudi on že je zdaj zadev, je imel bingo. Vse 4 knjige ima zapored. Ona vse je napisala. Tombolo, Loto, Viking Loto. Podarim, dobim Lotkota, Eurojackpot, Powerball. In je, ves čas čakaš, kva bo in si delaš slike v mislih, pač kaj bi lahko bilo od nekih paranormalnih stvari, pa vse, ampak kar na koncu je huj, kar si pričakoval, ker te čist zbije na konc. Pa bral sem od, mogoče poznate Aljoša Harlamov, Bildungsroman. Ti si šel globok. Jaz sem šel deep cut, pa po tistemu, to je pa prvenec. Iz leta 2009 pri založbi Litera. To je zelo dober. Jaz sem zdaj trenutno prebral prvih 50 strani in na prvih 50 straneh zvemo, da je en študent v študentski sobi in da je in prišel na Cimer v sobo. To zvemo. Aljoša. Še čakajoč Godoja je bolj napeto. Pa že ti še druga nisi prebral. Se pravi, to je tvoja knjiga iz katerega leta? 2009. Koliko je dobra? Od 5 Aljoša Harlamovov, koliko Aljoša Harlamovov bi dal svoji prvi knjigi? Ne bom komentiral. Koliko misliš, da bi Anže Tomič dal? On bi pa blazno živo. Jaz mislim, da je to za Anžeta. Res zmenen. Posebej, ker se dosti vrožni dogaja. Ti iskren neki veš, že naslov mi gre jetra. Že naslov Bildungsroman, se misliš, kaj neki, kaj je enke Filofax naredil napisal. Sej, to ima. Od muske pa, evo, Isla Proc, I Heard It's a Mess, There are Two, lanska plata, pa De La Soul Cabin in the Sky, ki so glihkar izdali, se pravi, brez Dejva zdaj. Zelo fina zadevca, pa ravno kar sta išli dva represa, 2 vinilk in sem jih ta teden dobil. Od Killer Priesta, Heavy Mental, en Wu-Tang adjacent model, ki je, to mislim, da je ena med mojih 5 najljubših plošč vseh časov. Pa Loot Pack, Sound Pieces, The Antidote je pa plata, na kateri je prvič tako svet
širše pač spoznal Madliba, enega teh legendarnih producentov in tudi zelo, zelo fina zadevca, če si taka backpackerska glava. Koliko si mislil, da si kul, si ta naslov spomnil? Takrat. Igor, ti si jaz sem končno ujel, mislim, da že lani sem čist bil navdušen nad romanom Cold Storage in sploh temu, kdo bo igral v filmu. In zdaj je končno film zunaj z tem Johnom Kirjem in Liamom Neesonom in je fun. In je rip-off totalen, ne vem, vsega živega, med drugim Last of Us, gljive so, ki okužijo možgane in potem so zombiji, ki hočejo okužiti druge ljudi s tem, da niso najbolj smooth, ne? Ampak recimo najboljši stavek je, kar reče eden zombi neokuženim ljudem: "Open your mouths, I wanna vomit in them." To je Seksi, nikaj. To je izbildok z romana, citat. zelo seksi. To je rekel iz šestke, on mu od spod. Skratka, zelo zabaven horror film, zelo hitro ga pogledaš. Meni je bil lušen. Vidim, da sem pozabil napisati, pogledal sem Nevesto, kar je najbolj čudnih filmov, kar sem jih videl. Tega s Christian Baleom pa... Z Baleom pa Jesse Buckley. In je čist insanity zgodba, gre vsake toliko v eno smer in pol malo pozabijo kam, ampak je pol na koncu pogledaš pa si ti zdi, ok, se to pa je bilo nekaj čist drugačnega. Ni bilo dober film v klasičnem smislu, full folku ne bo všeč, ker pač zgodba ampak ima pa zelo eno tako feministično sporočilo, ki zdaj za 8. marec mislim, da bi... Da bi se ga lahko zapomnil, glede na to, da si najprej Christian Bale omenil. Ne, on ga je. Jasno ga je. Ja, Christian Bale pa vsem moškim prisotnim. Pa una režiserka. Pa una režiserka, je pa hecno not režiserkin bratec je v vlogi filmskega igralca in ga sili, da poje in pleše, kar je pol malo hecno, ker ni tak ful dober v tem. In začel sem gledati eno novo serijo, Firefly 2002, ugotovil sem, da še nikoli nisem celo pogledal. In všeč mi je tale odločitev, da to je western v vesolju. Zakaj je western? Ne bomo šli v podrobnosti. Mi imamo raketo, prinesemo stvari ljudem, ki imajo konje, tak to je. Zdaj se bomo pa streljali samo kresi, ok, gremo dalje. Jaz bi sam klebi, mislim, da je v Family Guy je izjemna recenzija Fireflyja, ki tako ne morejo biti vsi na ladji Han Solo. Uniki veste. Ja. Je pa Serenity, pol film, ki je bil na koncu narejen. Film sem že videl in je mi zelo všeč, razen ene malenkosti, in to je, da se odločijo, da v vesolju obstaja, da lahko narediš zid. Meglo. Lahko narediš meglo in lahko narediš zid. In pol oni pride, ne moramo. Okol. Še vedno boljš kot blokada planeta. Lahko vprašam, a to gleda zato, ker je Nathan Fillion omenil, da bo 15. marca neki to zadevno omenil na spletkah? Prvič slišim za to, ampak naj bi rebootal. Ja, govori se. To ne je bilo slabo. Moram reči, da kar je najbolj moteče pri tej zadevi, v prvi epizodi je ena full dolga scena, kjer se lik od Morene Bakarin tušira in je... Si rekel, fuj, tega jaz nam gledal. Ne, zavedaš se, da je Joss Whedon to posnel in pol je tak Ti gledaš Marino sam, če je v resnici kuščar preoblečen vanjo. Pa v Deadpoolu. Mito se je odpovedal svojemu glasu. Jaz bom pa sem rekel, da včeraj sem pogledal Shelter, zatočišče, tako imenovano, z Jasonom Stathamom in ni zagledati. No, to je pa bojo naredil tudi Young Shelter. Boljša slabška Beekeeper. Slabška Beekeeper. Beekeeper je nenamerno smešen. Tole ni niti nenamerno smešen. Vse meme dobimo. Mislim, Beekeeper ima stavek What's it gonna be? To be or not to be? To je prvi rekel Anton Janša. Ljudje in ljudine, poslušali ste 247 epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod, podcasta za serije, filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Tako se to preberem že. Z vami smo bili Anže,
Jaz nič nisem vedel, ker nisem nič bral. Tomič. Boštjan, to je Prežihov Voran z Gorenc. Vsaka stvar je tako dolga, kot mora biti pižama. Igor je rekel, Igor obtežen kot osel harp. To je ta stigma forever. Ja, Mito fotor, ki se je vzdržal Gegič in Aljoša še niče bi zajokal Harlamov. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad, naši stalni tajni bazi, kjer je film v središču pozornosti, vi pa v središču izkušnje. Pridite kaj v kino Bežigrad, enkrat na mesec imajo tudi kak starejši film, ki ga včasih uvedemo mi. Naslednji bo Inception, še v marcu. Res? Kdaj Zate. pa? Kdaj to? 20. marca. 20. marca. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše. Že se zdaj tako zbudil kot DiCaprio na koncu. Vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če vam je bila današnja križana epizoda všeč, pišite, katerega križanca si želite v prihodnosti. Bi naredili križano epizodo z atmosferci in se pogovarjali o najboljših pregonih za avtomobili. Bi naredili križano epizodo z A-idejo, v kateri bi umetna inteligenca povedala kaj o filmih, ki jih Klemen Selakovič ni videl, da bi nas lahko kaj vprašal in ne poslušal. Ali pa bi naredili križano epizodo z Macarol šovom, ki bi jo popestrili z zvočnimi učinki Šamarja ali Treh. Predlagajte, pa vam morda ustrežemo. Aljoša, kdaj pa pride trenutek za plaganje svojih stvari? Zdaj le povej takoj, kaj imaš. Kar s pristavici bo kmalu šel, Aljoša je napisal Spremko. Aha, bo skoraj že zunaj. Je v tiskarni. Spravo, Aljoša je napisal Spremko, Jaka Vukotič ilustriral strip, pa tako, doktor not nastopa. Ja, scenarij je napisal Pižamc, Anžej, kaj pa imaš tistim, a si hotel ti tudi neki plagin? Ja, jaz bi pa plagal Bildungsroman. Najbrž literarni dogodek stoletja. Hvala Bogu sem Spotify skenslil, drugo leto ne bom rabo objaviti, da poslušam tehnično podporo. Res, nas za razliko od tehnične podpore, ki je ne googlajte, ne iščite, ne poslušajte, najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, vsekakor smo zaenkrat še na Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med platnicami in na ekranih v naših epizodah in feudalizmu. To je bila že 247. epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost, se slišimo znova čez 2 tedna, ko bo na sporedu nova epizoda. To je to. To je to? Dej.